Pozdravljeni. V življenju smo bili naučeni, da se je za vse treba boriti, potrpeti, v zunanjem svetu vse urediti, počakati, hiteti za nečim, ampak včasih so se nam želje uresničile, delo obrestovalo, velikokrat pa tudi ne. Kaj bi rekli, če bi vam rekla, da je to bilo vse zaman? Da vse to, kar se dogaja v zunanjem svetu, je dejansko samo odsev naših odločitev v preteklosti. Kako smo v preteklosti delovali. Torej, da vse to je isto, kot da bi prišli v trgovino, pa bi želeli najprej na blagajni plačati, in ko bi plačali, bi šli potem v trgovino in si nabrali izdelke. Poglejte, vsaka zamisel, ki je kadarkoli bila, da si je kdo zamislil hišo, avto, je bila najprej v glavi tega človeka. Potem se je to zgradilo in je bilo v fizičnem svetu. Zakaj bi potem drugače delovalo pri nas samih? Torej, če jaz želim odpotovati na Havaje, si bom predstavljala, da sem že tam. Kako se bo to realiziralo? Moj bo vsekakor rekel, ne, pa nimaš denarja, pa glej, kaj pa prevozi, pa ne moreš priti tja, pa zdaj so čudne razmere, pa v tem trenutku letala ne letijo. Ampak, če sem jaz trdno odločena, da bom šla na Havaje in bom dejansko že čutila, da sem tam, da voham zrak, da čutim morje, ko plavam, in bom vsak dan vsaj nekaj trenutkov temu posvetila, verjemite, da v nekem določenem času bom resnično na Havajih. Zmes je seveda obdobje, ko bi tvoj začel, ja, vidiš, pa ni to tako, ni se ti uresničilo. Ampak takrat je potrebno vera, upanje, vztrajanje pri svojem, jaz sem 100-odstotna, da sem na Havajih. To je isto recimo kot seme. Posejete seme v zemljo, boste šli vsak dan odkopati ven pa pogledati, če se že za tem semenom že kaj dogaja, če že raste. Ali boste prepustili času, ker veste, da seme rabi določeno obdobje, da zraste. Iz njega rožica, lahko tudi veliko drevo. Bili smo naučeni tako, vem. Ampak, tudi če spremenimo kraj bivanja, recimo, da bi se želeli preseliti, ker se tu v določenem okolju ne počutimo dobro, zamenjati službo. Če ne bomo spremenili svoje osnovne biti, svojega notranjega razmišljanja, potem se nam bojo vedno iste stvari dogajale. In nekateri bojo temu rekli karma, nekateri bojo rekli usoda, nekateri se bojo spraševali, zakaj se to vedno meni dogaja. Ampak resnica je ta, da zakon vesolja oziroma Bog oziroma, ne vem, energija, karkoli želite, ne sliši vaših lepih besed, ki mogoče zjutraj ali pa zvečer, preden zaspite, rečete, ja, jaz si pa želim to pa to, da se mi to uresniči. Ne, čuti vašo vibracijo. In ko izražate željo, ko izražate nekaj v prihodnosti, dejansko to izražate iz energije primanjkljaja, pomanjkanja. In zakon vesolja to čuti, vidi. Vidi, čuti. In dejansko vam da še več tega. Okej, še več. Vem, težko je, če je potrebno plačati položnico, če je minus na bančnem računu, vendar morate se zavedati, da včasih je treba ne sebi lagati, ne se preslepiti, ampak verjeti, da smo rojeni v obilju, v vesolju, kjer je obilje za vse, samo da se temu prepustite. Da verjamete, da verujete, ne da prosite, ker prošnja je pomanjkanje, ampak zapovedujete. Veste, da boste to dobili, da vam to pripada,
ker že z tem, ko smo rojeni v ta svet, nam pripada vitalnost, obilje, zdravje, ljubezen. Odvisno je potem pa od nas samih. Kaj razmišljate takrat, ko ste sami za seboj? Zvečer, ko se vležete v posteljo, se vam vrtijo vsi dogodki dneva, vse podoživljate znova. In veste kaj? Vaše telo oziroma vaš ne ve, kaj ste fizično v resnici doživeli in kaj doživite potem zvečer, ko se vležete, samo v umu. On še enkrat ponovno vse doživlja, še enkrat vaše telo doživlja ponovni stres. Zato tudi smo navajeni oziroma naučeni, da vse gledamo iz negativne strani. Recimo imaš razgovor za službo, pa si že vnaprej narediš, razmišljaš vse, kaj bi lahko šlo narobe. Zakaj? Zato, da boš pripravljen, če recimo bo narobe. To ni res. S tem se avtomatsko programiraš in se v resnici potem ta razgovor ne konča dobro zate. Če pa študiraš, če razmišljaš, si predstavljaš, da boš prišel na razgovor, kjer bojo vsi nasmejani, ti boš dobre volje, povedal boš o sebi, o svojih željah, izkušnjah, kaj si želiš, kako se vidiš, kakšen doprinos boš naredil v tej novi firmi, verjemi, da se bo vse dobro in pozitivno končalo. In tako je pri vseh ostalih zadevah v življenju. Naš oziroma kakorkoli želite, ego, nas vsekakor želi obvarovati pred negativnimi dogodki, zato nam vedno in vedno iz izkušenj, ki smo jih že doživeli, nam vedno pri vsaki pazi, da se ti ne bo to zgodilo, pazi, bodi previden. Takrat moramo utišati svoj in poslušati svojo intuicijo. Poslušati in se zavedati, da za tem, kaj v tem trenutku razmišljamo, se bo potem spreminjal tudi okoli nas fizični svet. Ker vse, kar vidimo danes okoli sebe, dejansko smo o tem razmišljali in manifestirali v preteklosti. In če se mi vedno vračamo v pretekle dogodke, kako nas je nekdo razočaral, kako smo se imeli slabo v prejšnji službi, se nam bojo vedno dogajale iste stvari. Znova in znova in znova. Dokler ne boste stopili iz kroga in takrat boste začutili mir, olajšanje, zaupanje v življenju, vse, kar se vam dogaja, ima nek svoj namen in vse bo lepše steklo. Včasih se mi zdi, da ljudje kar hitijo drug mimo drugega in ne vidijo v sebi bogastva, obilja. Boste vprašali, kako naj vidim bogastvo, obilje, če imam toliko položnic za plačati, otrokom moram v šoli to in to poravnati, saj današnja šola ni brezplačna. Minus na računu. Zavedajte se, vedno razmišljajte v obilju, v tej smeri, koliko lahko daste. Daste en prijazen pogovor z neko osebo, se nasmehnete, pozdravite neznanca na cesti, odstopite, ne vem, na avtobusu prostor osebi, ki bolj potrebuje ta stol kot vi. Toliko tega lahko date svojega znanja in če živite v razmišljanju tega obilja, se potem tudi fizično more okoli vas sčasoma spremeniti vse. Tudi v tej naši 3D realnosti. Zato je potrebno zdaj nekateri želite, tudi jaz sem brala dosti knjig, bila na kakšnih retreatih oziroma srečanjih, ampak sčasoma sem ugotovila sama, da je vse znanje v nas, da ne potrebujemo knjig, ker to so vse zgodbe nekoga drugega, so nam v pomoč, nekateri to rabijo, dobre so. Glejte, vsak, ki želi brati z veseljem, vsak ima svojo pot.
to, kar želi, to naj naredi. Ampak dejstvo je, da če prisluhnemo sami sebi, ne rabimo ničesar. Ne rabimo retritov, ne rabimo knjig, rabimo samo svoje notranje vodstvo. Svojo esenco, svojo iskrico, ki nas vodi. Tako da v življenju se marsikaj spreminja. Tudi sama, tako sem rekla, sem bila na retritih. Sem to potrebovala v tistem trenutku. Zdaj vem, da tega ne potrebujem. Da živim v miru, čutim notranji mir, ljudje okoli sebe sprejemam takšne, kot so, zavedam se, da ima vsak svojo pot, vsak ima svojo odločitev in da na nobenega ne moremo vplivati. Lahko samo mu povemo, kakšna je naša pot, kaj je nam pomagalo. In da dejansko, ko smo v trenutkih sami s seboj, se poslušajte, kako govorite za seboj, kako se počutite. Probajte biti prijazni, nežni. Če uporabljate določene stavke, besede, saj v naši družini je vedno bilo tako, mi smo bili vedno brez denarja. Spremenite to, zavestno, ker to samo programirate sami sebe in se vam dejansko te stvari potem dogajajo. In ste resnično brez denarja. Ali zdravje. Ja, v naši družini je dedno, vsi so imeli žolčne kamne, ne vem, putiko. To ni res. Vi ste oseba za sebe. Vi ste zavest, ki je lahko v tem trenutku spremeni svojo usodo. Samo če se za to zavestno odločite in naredite korak v pravi smeri in k pravemu razmišljanju. In seveda, še nekaj bi vam lahko rada povedala na koncu. Tudi preteklost se da spremeniti. Pa boste rekli, ne, to pa res ni res. Ja, pa je. Določeni dogodki, ki vas obremenjujejo. Si predstavljajte ponovno ta dogodek, ne vem, spor s prijateljico ali s šefom v službi. Ponovno to sami doživite ta trenutek. In potem na koncu, mogoče ste v fizični realnosti odšli in niste povedali tistega, kaj ste želeli, in še zdaj vrtite ta film v svoji glavi. In vedno, ko vrtite ta film, vaše telo vedno ponovno doživlja vse skupaj. Tokrat pa z mirnim glasom povejte to, kar ste želeli takrat povedati. In potem vam bom šef v vaši domišljiji seveda povedal s prijaznejšim glasom nekaj nazaj. In verjemite, zadovoljni boste, pomirjeni. In drugače se boste spominjali z drugimi občutki tega dogodka. In to več ne bo travma za vas, ampak pač dogodek, ki se je zgodil. Tako da v življenju smo sami kreatorji in vse, kar želite, lahko sami spremenite v svojem življenju. In tako smo že rekli, če se mi spremenimo, dejansko se potem tudi začne vse okoli nas spreminjati. Želim vam lep dan, lepo se imejte, uživajte, ustvarjajte, kjerkoli že ste, in se vidimo v nekem prihodnjem videu. Vse dobro vam želim. Adijo.